Kaj pa zdaj? Zdaj pa sem, a? Malo boljš. Jaz vas lepo pozdravljam na prvem večeru iz serije Nočnih pogovorov. Boljšega, ali pa mogoče celo boljšega in težko bolj težavnega gosta, ampak to je vse del radovednosti, ki pride. Si za začetek ne bi mogla spomniti, ne? Mislim, že sam to, če rečem, ne, 2016 Still Alive, lahko da ne bi bil tle, Klemen. Ja, najbrž res, ne. Že gospodar energije hoče, tako da... Gospodar energije. Ja, tako je strem. Tako mu rečeš. Ja, da ne rečem Bog ali pa Jezus Kristus ali Bondred, ne vem. Zame je to gospodar energije, vesolje. Obstaja en ta, ki odreja te reči. No in mogoče, a veš, je vsak svoj gospodar energije, se nikoli ne veš, ne, tako da... Ja. Kaj vse se je pa dogajalo vmes? Mislim, ne malo, ne? Od une prve plate pa pol teh v povezavi s tem, kaj pravim, lahko da ne bi bil tle, a ne? Ja, misliš, pač to govoriš pač najbrž v komi pa to, pa infarktu, ja, pa to. Ja, ne vem, pač se je dogajalo, pač življenje zgleda pač ti sprot nekako, ne vem, daje prepreke in moraš čez njih pa to in zgleda sem mogel tudi jaz čez to zaenkrat, kar sem, ne. Ja, si začela najbrž me tudi kaj čaka, ne. Ja, ampak lahko razložiš, kaj je bilo s tem prvič, ko si pristal v komi, kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu ne vem, ko sem bil v komi pa to. Ne, varianta je bila to, da ne ve se še čisto točno, kao tudi, ne vem, takrat je, da malo pišem dogodek, tako bilo je pač, ne vem, mislim, da je bila maja, tako nekako malo se dogaja, glih tako, ko zdaj enkrat, ne, v bistvu lepi dnevi pa to in z mojo ljubico sem takrat šla še pač malo nekem ven, malo na tale piknik, pa so si kar tam nekaj pekla, pač nekaj, pač klobase, pa da vem kva, pač kar razum smo malo zakurla, pa tako v tretji in vse lep dan, vse lepo potekalo. Pa sem nekako pa prišel proti večer enkrat dan, sva v bistvu skupaj prišla in je bila varianta, da je imel sosed rojsten dan. Sosed se je pa v bistvu preselil na novo, kao pač, ki je na Trnov, pač on je prej imel babico pa dedka tam, pa sta pač oba na žalost umrla in... In vsega novega Trnovčana je treba proslaviti. Ja, ne vem, in je pol en pa moj drug kolega od njega, prijatelj, pač prišel do mene, kao, daj Klemen prid, pač on ima rojsten dan, da je pač gremo na zdravit, bla, untret na ta način. Sam meni je bilo tako malo smotan, mi je bilo na začetku neki, pač to imate vi svojo družbo, razumeš, tam so bili, ne vem, pač oni so se po svoje zabavali tam, tako sem rekel, kaj če mi je zdaj kaj neki hoditi, pa untret, pa bla. Tako da ne vem, me je mogel orang prepričvati, no, 15krat mi je mogel po moje reči, da sem res, ko on je bil pa zgleda že malo pod gasom, pa to, pa ni hotel bupati, ne, daj, pejt, untret, tako, pa sem res rekel, daj grem, ne. Tako da v bistvu ne vem čisto točno, kaj je sploh do tega. Ne vem točno, kaj se je dogajalo. Jaz vem, mislim, spil sem ziher, ker tam šnopc je bil, ne, tako da smo ga malo, razumeš, malo ruknili pa to, ne. In pol za naprej pa res ne vem točno, kaj se je dogajalo. Jaz gleda, ipak sem dobil en pač udarec v glavo, ali sem pač padel to na kla, to se ne ve, pač, ali se je res tam med nami kaj zgodilo, ne vem, da so me kakšni stavkali malo ali pa kaj, ampak ni bilo nič nekaj, pač tako po ranah, ni bilo videti, da bi bil kakšen fajt ali pa karkoli, ampak da sem zgleda pač padel na, ne na ploh, ampak na glavo. Si imel ful ene žive sanje v komi? Da upravimo najprej s temi težkimi rečmi. Tudi. Ampak čak še najprej, v glavnem, v glavnem, tako da jaz nisem niti točno vedel, kaj se je točno zgodilo, veš, jaz vem, pil sem tam, boh ve kaj, pa se je pa pri meni lahko kar dosti hitro kaj zgodi, pač, če sem bil nažgan, pa to, ne, pa tudi, da jaz nisem točno vedel, kaj pa to, tako da še zdaj ne vem točno, se pravim, a veš, lahko da je bila tam kakšna droga, ker v meni so pa pač najdel pol, ne vem, ko sem šel v bolnico, pa to so pa najdel v meni, ne vem, kjer je droge, pač, pa jaz vem, da pač jih nisem pač jemu, razumeš, tako da jaz zdaj ne vem, a so mi oni kaj poturili, ali je to dobesedno pač bilo tako, da so oni rekli, mi imamo nekaj pač, eno drogo, pa to, pa da sem bil že malo nažgan, pa sem rekel, daj da probamo pač, ne.
Tako da ne vem točno in je težko pač od njih obtoževati, pa to, mogoče mi malo sam žal, ker nima noben jajc, pizda pa pride do mene, pa tudi ta kolega, ki me je pač pol tudi nazaj, ker to so me pol na koncu koncev pač prevlekali sta mi sosedov, pač mene, ker zgleda, da je bila pač mena pizdarija, jaz se nisem, ne vem, zbudil, ali kaj zvem, so me kaj pač in so me kar tam pustili na kleha, razumeš, tako da bilo je malo tako smotan od njih, pač da saj na to, za to niso poskrbela, razumeš, da, ne vem, da imajo jajca, da rečejo, pač ne vem, to pa to se je zgodilo, ne vem, to smo mu dali, ali kaj zvem, padel je po kleh, pa tako je bilo, ne, tako da se hoteli nekako pač, tako da vse zdaj pač je to, ne vem, mat je meni govorila, pač, da je tožimo jih po untret, ker to se res ne bi smel dogajati najbrž, da potikaš drug, rečemo, ne. Če prav razumem, pa še kdo, ko se je preselil, v bistvu, ja, še. Ja, mogoče gledajo zdaj na live streamu, veš, to so, tamle kamera, to so unike, a veš, ko se jim ni dal pridati, pa zdaj skriti za laptopi, tako kao malo špionirajo, tako da ja, živijo. Ja, čau. Pa zihar Nataša zdaj pa le vsi, pa moji bivši, pa tvoji, tako da dajmo, ja, živijo. Ne, ostalim bi rekla, vidim, da stojite, tukaj je ena klopca še s polštrčki, pa vse, lahko se pridete usest, ne bomo vas zato, ker sedite spredi kaj napadali ali karkoli, tako da. No, Maljano. Ja, kar lagano sportski. Da še malo se vsi usedemo in umirimo, kaj praviš? A? Ja, ne vem, to ti si šefica. Neki se ne čutijo opogumljeni, da bi prišli. Dobro, no, prav, pa tako. Kakorkoli, no, ne, čak tle so ostale, pa si imel neke strašne sanje v komi, a ne? Ja, ne, ostale so v tem, ja, da pač jaz pol nekako, ne vem, mal mi je to bilo bedno, no, da so me res tam pustili ali pa je hotel zvleči, pa da niso nekako, ne vem, še jaz zdaj točno resnice ne vem točno, ne, kaj je res bilo tam, ne, sam pač ne vem, je že najbrž tako zrok. Ne, no, pa si ti nekaj sanjala, ali kaj, sem zdaj zabluzila, da nočeš to govoriti, ali kaj je? Nisi, pač sem imel sanje, se že dolgo cajta 4 dni nisem pohol, a veš, ker sem bil 4 dni v komi, ne, tako da, no, tudi to sem študiral, mogoče tudi to, a veš, ker napohaš, pisa sanjaš, ka norc, ne. Tako da ne vem točno zdaj, ampak sem pa imel, ja, kar ene malo bolj grozljivkaste sanje, no. Za movie celo sem brala. Ja, jaz sem Gorkiču, ko sem vedel, da je Gorkič bolj tak, pač itak prece, hej, stari grozljivka, pa to, a ti povem, kaj pa to, tako da pol, ne vem, ni se toliko zanimal za to, malo sem mu nekaj sicer govoril, ampak vzgleda ni bilo tako všeč, pač, ali kakorkoli, no. Ali bi pa mogel to res napisati, no, ker je vse skup, tudi ta zgodba, ki jo nekako jaz vem, da sem jo sanjal, je tako kar mal, ne vem, prepleten, mogoče nisem en čista prav, ne vem, da je pač ena nit, mislim, da je bila ta glavna nit, pač ne vem, da sem nekako vsem prišel do staršev, mislim, do cele svoje družine in da smo pol iz te vasice pač odšli skup domov, to se spomnim. Reči si predeloval. In takrat sem pač se zbudil, no. Ja, najbrž, ja. Ker nekaj se ti pa je pol zgodilo, mislim, ko si se zbudil, en switch je bil. Ali je bil pol po infarktu, mislim, piješ ne več, a ne? Ja, no, dobro, to, ja. Ja, pa ne, ni bilo to pri komi, jaz se mi zdi, da mi je bolj iz komo pa to bolj življenje govoril, Klemen, kaj se ti dogaja, če ne znaš piti, pa ne sem to, se mi je pač dosti dogajalo takih stvari, pač, ne, da ti življenje, če ne znaš piti, pač ne garaj piti, če se drug dan ne spomniš, pa to, pa ne vem, se zgodijo take stvari, ne rečemo. Jaz sem eno razlago, ampak mogoče bom za konec prešparala, zakaj se enim ljudem ene reči dogajajo, ampak a imaš ti mogoče kakšno razlago, zakaj, recimo, ko pač ljudje različno reagiramo na alkohol, ne? Eni so pač, ne vem, malo veseli, eni dol padejo, ne? Ti si tako v nek eksces, ne? A je povezan tudi recimo s tem, kaj se ti je takrat dogajalo, ne? Ker naenkrat, ko je šla Trnov stal, si bil kralj Ljubljane, ne? Se po mojem tudi ostali... Ja, to je šnopc, motherfucker, ja. Ampak, ne, mislim, kako si razlagaš pač svoje obnašanje na alkohol? To zdaj tako zveni, ko si rekel, da sem imel spoved. Ne. Splošno v alkoholu, pač, ja ne vem. Jaz vem, da v življenju sem imel, pač pri nas je bil kar problem v naši družini, ko sem bil mlajši, pač smo imeli z alkoholom problema, no. Je fotor ga včasih tudi kar napil se, pa tudi kar delal kakšne pizdarije doma, tako da najbrž to vsega, jaz vem, da nekaj časa nisi, čakaj, no, da ti povem.
Ne, ja, in zaradi tega sem se jaz sem se dosti zadrževal v življenju, jaz pa nam nikoli pil, pač v življenju zgleda, kaj moj oče pil, pa kakšne take delo, norije pač. Tako da sem rekel, ja, da pač jaz pa v življenju nam pil. In mogoče je tudi to malo narobe, ne, kaj si reči, a veš, pa s celo srednjo šolo, pa vse nisem pil tret, pa sem ne vem, pol par 21 prvič bil nažgan, razumeš, da je mogoče to drugače, kot oni, ki so se ga pa nažigali par 15, jaz sem hotel pa zgledano doknadati, ali kaj jaz vem, par 21, pa sem bil najbrž nažgan, tako kot oni 15 let stari. Nisi poznal meje, ali? Ja, mislim, ja, težko je bilo pri meni, ne vem, prav mejo, pri šnopcih pa še sploh, pač če si jih pil, ne. Se najbrž veste, pač tistih, ki pijete. Tako da, ja, ne vem, se mi zdi, da sem se bolj branil alkohola na začetku zaradi tega, ker se nam je to doma dogajalo, pa sem pa zgleda razočaral, a veš, kaj sebe razočaraš, kaj si skozi govoriš, zgleda nam pil nikoli. Dobro, vsi so bili kar, mislim, ponosni name, wow, lej, ta je pa nor, stari, najbolj nor, stari, pa napije, pač, a veš, ko pa je to, kao, neki na ta način, ne vem, v vsakem primeru pač, ne vem, se mi zdi, da se pol kar nekako pač, ko se hoče reči, ne, da sebe razočaraš zgleda, ali ne vem kva, ne, najbrž pa tudi druge s tem pa to, pa se pa začne že malo to vrteti okoli v krogih, če res začneš piti, alkohol pa najbrž na vsakega nekako po svoje deluje, ne, najbrž v kakšnem stanju je tudi on do sebe, ne, koliko je mogoče razvit, koliko se ima rad, ne vem. Koliko si bil star, kaj je šla prva? Ne povem. 21, nekaj ta, ne? 20, Ja, 21. kaj sem, kaj? Kaj ti je prva plata je šla? Ja, ne, to sem Ja, bil že kar 22. 25, že kar, mislim, da ja, Malo 2000, ne, 2000, jaz sem bil 25. No, dobro, da ima Džiza, kje pa je jo, me. Džiza. Dobro, da je tle, da lahko je naša še Ja, petalka iz 25, publike, to da ne tudi dopolne. spomni, ja, sam, Ja. Ja, no in kaj, no, pa 4 mesece, 3 dni. no, ampak to je moje vprašanje, kaj se zgodi človeku, ki naenkrat postane fucking kralj Ljubljane, ko vsi hoče, Ne, daj a ne, to so- Klemen, daj prid k nam Ne, zraven v ne, to so družbo. govorila, ja, v bistvu, Ja. da mene pač, mogoče ipak, da, ne vem kako zdaj vsazga, ampak pač, da te lahko tudi pač to malo zmede, kao ta, kao znanost, ali ne vem, kao da si znan, no, ne znanost, pač, ampak to kao da si znan neki, ne. Tako ne vem, jaz vem, da sem dostikrat pač razmišljal, ja, ko, a veš, meni so mi pohvalili, pa jo, meni, stari, hudo repaš, sem si mislil, da je, bi se ti, tako meni govoriš, kao, kol pa neki je, stari, bla. Kar neki začneš dvomiti vase, no, tako mislim, tako da, po moje, da ipak, kukor si ti sam pri sebi razvit, kukor si, ne vem, tako se ti najbrž pol tudi dogaja vse okolne. Se pravi, če najbrž zaupaš toliko vase, pa pač si siguren vase, se ti najbrž toliko ne dogajajo te stvari, če te kdo pohvali, reči, pa ti stari, drugače res misliš, pa to, veš. V bistvu bi te pa najbrž mogel boli kurac, pač lej, važno je, kaj si jaz vse mislim, mi je pa da bes pa najbrž sprejeti pohvala, hvala pač, ne vem. Ampak to veš zdaj, a ne? Takrat najbrž Zdaj, kaj prej, ja. je, Pa zdaj, kaj prej. pa najbrž so bili tudi Mislim, ljudje. zdaj si bolj lahko prvoščam pač, ne vem, sam sebi pohvala, razumeš? Tako ne, da se ne reštudiram v tem, ko pa ti res misliš, pa da imam misel ti, kar hočeš. Dobe, jaz hvala, ko si mi to rekel, pa če si to res misliš, ne. Ja. Jaz bi sem poudarila, no, da v katerem koli trenutku boste čutili, da bi kaj pokomentirali, tako kot Džiza, ki se je prvi opogumil, hvala mu. Pol ne komentiraj. Ne, lahko pokomentirate, vprašate, lahko tudi probate heklati, jaz Klemna, ne vem, če bi. Opa. Jaz sem slišala fotor Trnovega, ki sem poizvedovala, pa so zdaj tako pač mečkan mlajši, ne, od tebe. No, pa mogoče, če se na to navežem, ne, Džiza je današnji dogodek napovedal, češ to bo epski spopad med literaturo in stritom, ne, to sva kao midva, ne. In pa sem jaz razmišljala, ne, a veš, ne, edina šansa, ki jo imam, ne, sploh kakršnokoli v tem spopadu je, da mi ti pač par teh trnovskih for naučiš ali razložiš ali pač kakorkoli. Tako da jaz bi šla k temu, no. Recimo, no, slišim, da imate Trnovčani žvižg svoj, celo si imaš tudi v enem komadu. Kaj pomeni ta? Ja, Daj me malo vpelj dobro, v no, vašo. včasih, ko smo bili mlajši, pa smo kakšne pizdarije delali, pa to je bilo to tako, če si kje na kakšnem koncu, pa da te kdo pač, mislim, da hočeš poklicati svoje, pač da ga pač tako Kako zažvižgaš. zveni? Kako zažvižgaš? Dobro, zdaj jaz bom normalno. Ne.
Sam je res, da je bilo to v bistvu tudi pač v reperskih skupinah, drugi smo isto slišali, pač, da so isto tako žvižgali, tako da ni zdaj tako prav naša najdba to ali pa neki pač, ne vem, tako nam je bilo kul, pa tako smo začeli pač žvižgati po Trnovmu, pa govoriti, ninče motike, pa take, razumeš, tako da, ta scena. Pa sem ful enih reči, pa neke fraze, izraze, recimo, ti pa s Trnovega tudi, ne? In pol mi prebije, ne, fafi Trnovsko lulo. Jaz še zdaj ne vem, a me pošilja nekam ali dobesedno mislim. Ja. Vsak ima najbrž, vsak predel kakšne svoje malo obrne, pa to, tako da mi smo imeli to, ja, fafi Trnovsko lulo, pa ne vem, ninja motike, mislim, ninja je bilo, to je te prvo, pa kar hočeš, pač ne vem, kakor ima kdo kakšno, razumeš, ne vem, karkoli zdravo, no, ninja kot banjka, pač preoblečena v grablo, pač, ali ne. Ja. A pozdrav je kakšno rokovanje? Pač pa vadla so, zdaj me tako sprašuje, pa vadla so. To ni neki special Trnov, pa še to. Ja, ne, to je pa že vaša, dolenjska varianta. Dolenjska varianta, ja. Ne, na Dolenjskem imate pa vi tudi vikend, ne? Tam si kar pogosto. Čak, zdaj iz kome, čakaj se še nisem povedal na grozljivko. Ja, lej Klemen, hitra sva, hitra. Ne, na Dolenjsko pa tudi greš pogosto, ne? Ja, mama original je tam z Dolenjske, tako da mi je super Dolenjska, pač od tega pač Buđumbusa v Ljubljane rečemo, ne. A veš, tako da greš malo na deželo, tako da mi je super, no, sej. Suha krajina pa Trnov, ne, tako malo mešanca, ne. A veš, ne, super je tam, no. Tudi delati pač malo v naravi, pa to, no, bi imel po moje kar kakšno kmetijo, pa to sem ne preveč za delati, pa to spet. Pa te stik z zemljo, pa to, ali? Prizemljitev. V redu, pa kakšne rastlince dobre, ne? Ja. No, piješ ne več, kadiš pa še? Ja, v bistvu, čeprav sem kar nehal tudi, zdaj pijem ne več, no, kakšen let pa pol zaenkrat, tako da zaenkrat mi kar uspeva dobro, razen pač unih šnopcev, predtem grem spat, veš, Ploskajte, noben od nas noče Klemno videti naš gang. Ne, bravo, Klemen, ja. Tako da to, pohat sem pa v bistvu, no vem, lanski res me je pač tale infarkt pa če malo pošlato pa to, tako da takrat sem res malo, ne vem, 4 mesece res nisem pač kadil, no, in pač po 20 letih je to kar dost, ne, mislim kar dost, tako da zdaj spet malo, ne, zdaj sem se malo, kaj je bil veseli december pa to, sem se mogoče res malo razvadil, sem zdaj že veseli maj pač. Ja. Že poletje, ja. Tako da ja, tudi kakšno pihnem pa to, niti ne nekako tako, kot smo včasih res pohali, ampak ne vem, prav zanimivo, no, mislim, super mi je bilo, tudi ker nisem kadil, tudi zdaj mi ni nadelal nobenih nekih problemov, pa to tako da bi rekel, tako da čisto super, no. Pihnem še kakšnega, razumeš? Ko si nehal piti, si se pa včlanil tudi v te EJ-je, ne? Ja, niti niso, oni so, vame so včlanil. Ne. Ne dvomim, ne dvomim. Nisem se včlanil, v bistvu, enkrat sem šel pogledat, že predtem, preden sem se pač odločil, da bi pač malo lahko pogledal, vse jaz, pač ne vem, mislim na zdravljenje, tako sem šel pač vprašati, da vidim, kaj se kaj dogaja pač z mano, pač ko sem pod vplivom alkohola, ko so bile pač dosti norije malo, pa to, no, mislim, pa nisem vedel, kaj se mi dogaja drug dan, pa no, tako da sem šel malo pogledati, da vidim, kaj se to z mano dogaja, pač pa kako je tako malo brez alkohola, pa tako da zihar mi ne more nič škodovati, sem rekel, zihar mi lahko sam še kaj odkrije, kakšne nove stvari, pa to, tako da. No in kako je izgledal, kaj ti je? Prišel si tja in si rekel, jaz sem Klemen si rekel, ja, vem. Kaj ti je bo odkril? Kaj ti je kaj noga odkril? Mislim, nič ne vem. Okay. Ne, povej, stari, kaj? Je že mim, ampak če lahko še malo tle ustaneva, no, če bom šla predaleč, boš rekel, ne? Ne vem. A me boš začel zmerjati, veš, to je pa tudi vprašanje, ker pa so se danes, ne danes, pač te dni, ko je bila napoved zunaj za dogodek, javlja ene feministično zaveščene punce in se reka, Klemen. A z mene plunil takrat. On žal ženske, pa tam, jaz sem ga videla na Metelkovi, pa me je zmeril, pa zdaj pa jaz ne vem, mislim, imaš ljudi, ki pravijo, stare bakice pravijo, pomagal mi je nositi vrečke.
iz trgovine, ne? Makice so mi bolj privlačne, kaj ne feministke preveč, razumem. Bolj privlačne ali se bolj razumeš z njimi? No, razumem. Ja. No, ampak kaj zdaj, je Klemen šovinist ali feminist? Ali? Mislim, v vsakem primeru sem imel, kdaj sem se zakačil s kakšno, pač najbrž lezbiko, ne vem, kako ne rečem. Mislim, vem, da smo se nekaj davla z eno. Mislim, A ti veš, da smo mi... Ona rekla, da sem jaz nosam, jaz sem tudi čutil nekaj, da me je on mogoče drugač besedno. Jaz bi ti rekel, da ful pazljivo zberi besede glede na lokal, v katerem Ja, no, pač lej, v vsakem slučaju, pač, ne vem, je že nekaj na Metelkovi prišlo do tega, da smo se pač neki z eno, ne vem, nisva glih zaklapala, mogoče je ona to bila, ali kaj. Ali pa šnopc. Ja. Ne, sigurno je bil šnopc tudi. Ampak kdo kakšno vprašanje, bi kdo kaj, evo, recimo, da smo na sredini od oka, bi kdo kaj pokomentiral, povprašal? Zdaj, ta neumna vprašanja sem že jaz postavila, tako da ste lahko se, ne more vas biti strah ali kakorkoli že. Ja, imamo koga? Ja, izvoli. Vas? Kdo je Peco? Iz komada Šnopc. Aha, Peco je v bistvu, tisti, ki jo poznajo Trnov, rečemo, kar poznajo Pecota. To so dobro, lahko najprej vidiš brke, poveš brke, poveš še enkrat brke, poje pa že on. Pa to. Ne, v glavnem, on je pač model, ki ima kuda čez, kud France Prešeren, iz brki in nam je skozi, on nam je skozi tam težil, vse, če nam pa ne, pa bilo pa še hujš najbrž kao, ne, tako da, kot naš en fotar, pa to tam Trnovski tudi, ne, moj, ne. Ja, ni pa tle Peco, ki je zadnji v... Ni Ne, če prav Peco. Bi se znal kam, ja. Da bi rekel, Ne, ni ga tukaj, ampak je v bistvu on je bil skozi, odkar Kut obstaja, v bistvu, ko smo mi kaj hodili, pa to večinoma je on tam zdaj, ne vem, najbrž nekaj ta glavni, pač, ampak ima pač to v sebi, če je sem tretko, da se zmer pač tam gledal, ko smo pač nažgani okoli, ali pa karkoli, pač delali tam okoli po Kudu, no. Kako je bilo pa odraščati v Trnovem? A je to, glede Pecota, ali misliš še horoskop? A še kakšno pod vprašanje? Traktor z brki. Ne, kako je bilo pa recimo pred Plato pa to odraščati v Trnovem? Ker vi ste bili tako kar gang pa to, mislim, ste hangali pa tudi delali, ja ne vem, Ja, kaj zloki smo se. Ne, mislim, bom tako rekel, kaj recimo, če si radoveden pa imaš rad life tako, kot ga imaš ti, pa recimo, da živiš ta, ne vem, street life, whatever, pa si brez denarja, ne? Kaj pa narediš? Kar po kakšno torbico, tortico. Ne vem, mislim, ne vem, kaj smo delali, pač svašta smo delali, pač, ampak ne zdaj, če nimaš denarja, kaj. No, zato sem tudi druge razloge navedel. Ja, nismo uropali banko zdaj zaradi tega, no, ampak. Pojali smo se okoli po Trnovmu, pa ne vem kva, mislim, tudi včasih smo tudi kaj kradali, pa to nam rekel, ne. Ampak zdaj, da bi pa zdaj, olaj, nimam denarja, da gre eno babico rukati. To niti ne, pa to. Enkrat smo eno babico pač ruknali, ampak Ampak kaj to pomeni? žal nam je bilo, pač torbico, ko smo jo ukradali. Ne vem, to vse drla, pa on te razumem, $20 je imela noter. A drla se je najbrž, ja ne vem, mi smo kar neki, no, bet nam je bilo, no, mislim, jaz sem prav sanjal uno babico, ko to ni hodila spusiti torbice. Mislim, sej škoda, pač, no, nikoli v lifeu pač ni kaj tazga, pač ne bi šel več, no, samo enkrat smo šli pa že to, Jezus Kristus. Ti si una baraba, ki nekaj naredi, pa ga povest, pa razkolnikov v bistvu, ne popaješ, ne, fak, kaj sem naredil. Ja, ni bilo bi cool, ne. Ja. Veš, da se zvečer zbudiš, pa uno babico slišiš. Ja, ne, to res ni bilo cool. Da imaš, plišeš s temi živalci, kar ta babica. Ej, ja, mislim, da je nekdo hotel nekaj pokomentirati, ali se sem, ne? O babici. Se meni sem zdi. Mimo grede, imate pa s fotrom tudi zanimivo.
pazi, jaz sem danes šele izvedela, da je tebi dejansko ime in priimek Klemen. Jaz sem mislila, da je pač to rap. Ne, ja, dobro, no, lej. Tako kot je Džiza rekel, jebi ga iz tega žalostnega literarnega sveta, sem tudi jaz ne bi bila rada od tam. Evo, sem danes izvedela, ne? No, skratka, ampak sem si mislila, da tvoj fotor mora biti kar faca, v bistvu duhovit, ne? Da je prišel do tega, ja. Ste imela pa kar buren odnos s fotorom? Ja, mislim, mi smo se pol ločili, ipak je Alko najbrž tega, mislim, ne najbrž, zihar je pripeljal Alko tudi tega, da so se moj oče pa mama ločila, takrat jaz sem bil glih 17, razumeš, tako da, no in pa smo šli malo bolj, kaj je bil vprašanje? Ja, ta buren odnos, ker v enem trenutku... In pol v bistvu smo se mi bolj odmaknili, najbrž je ipak tudi očetu bilo po moje, ker mi nismo imeli pol spet tako, ne vem, tak odnos, da smo pa mi sestro pol skozi hodila, nam je bilo že tako tudi bedno, ko se odločiti, kje boš te, pri očetu ali mami. Tako malo, ja. Čeprav, dobro, oče je v Trnovmu, ne mame, z mamo smo šli pol malo bolj na vid živeti, ampak je tako, malo smotana odločitev, no, v bistvu, da se odločaš, ampak pač takrat je res oče tudi pil tret in smo se tako pač odločila in mi smo pol skozi gruntaš najbrž kot otrok, ja, to, on mi je zameril tret, pa to tako da, ampak v njemu se je pa najbrž res, boh ve, kva tudi dogajal, kaj bi on sam doma, ne, to, mislim... Ste si podobna s fotrom? Ne, težko to govor, da spoznaj fotra, boš videla. Ne, zihar najbrž imaš vse, mislim... Sta, prav, vse ima vsak, po mojem, pač v staršev, kakšne podobnosti, pa to zdaj pa razvijaš naprej, najbrž tiste, ki so tebi kul, ali mislim, ki so ti boljši, ali karkoli, ne. Ampak, kakor jaz razumem, ste v enem trenutku pač imela ta clash, kjer sta oba dva pač pila, pa... Ne vem, tako hočem reči, da on je po mojem vsem trpel doma, presep, ne vem, pa bi mogel to najbrž, ne vem, po svoje rešvati, ali kaj jaz vem, jaz, ne vem, mi smo tam pač živeli naprej, mi tudi nisva se pravim sestra toliko hodila na obiske, on najbrž tudi, ne vem, ni kazal toliko, da bi ful to hotel pol, tako da je bilo mogoče res sam ti za rojstne dneve, pa še to mogoče nečisto vse, tako da, ne vem, da se mi je pol skozi po glavu motal, ker sem pač podedoval stanovanje, da ja, zdaj pa jaz nazaj prišel. Ker zdaj nazaj živiš, nad fotrom živiš, ne? Vsa to ljubezen nazaj pač nadoknadila, ali ne vem kva tret, kar pa pač tudi ni bilo glih čistko, no, ni se čistko pol zgodilo, ker sem jaz nazaj prišel, pa imel kao to svojo svobodo, da pač ne vem, ja, se je kar zakomplicirale, so se tudi stvari vmes, ko so se jaz na žigu, on na žigu, tret, pa so drugega zgleda, še nisva predelala, pa nisva odpustila stvari, najbrž tudi jaz njemu, kar je nam kot družini delal, tako da se je pol to v nažganosti sam pač, ne vem, vlekel, pa smo imela vojne med sabo tudi, ne. Jaz ne vem, koliko smem povedati, se me boš znovu utišal, če bom šla predaleč, ampak pa je v enem trenutku je tvoj fotor dobesedno zgradil, zid, kjer so bila vrata, je zgradil zid med vama, med tvojimi. Mi smo kar imela vojne, se pravim, 2 Klemna na kupa, razumeš, 3, ne? Ja, 3, ja. Je bil mater, ne. In pol sem danes slišala, je moral, da bi prišel v flat skozi okno hoditi. Noter, ne? Ja. In ba je to tudi še danes počne? Ja, lej, vsak ima svoj okno, svoja vrata. Ne, pač v glavnem, čakaj, kaj si zdaj hotela sploh vprašati? Ne, najin odnos je bil pač, ne vem, vojna, pač od vojn do ful sodelovanja med sabo, ampak nismo pa znala glih to handlati, ne? In jaz, ne vem, se mi zdi tudi kar malo tako zamerljiv človek, rabam nekaj časa pol, da to prediham, pa da prav, mislim, sploh ne vem, a znam odpustiti ali ne, a se to učimo sprot pač v življenju ali kakorkoli, ampak zdaj brez alkohola veliko bolj delujeva tako, no. Ni več istih takih nekaj enih zapletov, pa ne vem, takih vojn, kot so bile prej, no. Ker pa, ko si ti nehal piti, je hmalo zatem tudi on nehal, ne? Kako si to razlagaš, da je on hmalo za tabo nehal? Ne vem. Iz inata. Nijem pojma, ne, ja, mogoče pa on, ja, če bo Klemen brez, bom pa še jaz, ali pa da vidim, kako je. Vse fotor spije še kaj zdaj, kdaj kakšnega, ampak ni pa tako, ko prej bil pa, ne vem, skoraj vsak dan pač nažgan, ka prašič tam v spodi.
Mislim, ali pa jaz pol drug dan, ko prašič, pa nazaj, jebem ti mater, je. Tako bolj grdo sva se obnašala, nisem, ne vem, imela pač ful ljubezni s tem, tako drug do drugega, ne. Tako da. Mene je tlele zdaj mi malo zmanjka, tako da če bi kdo vletel z vprašanjem, bi bila jaz zelo vesela. No, dajmo, no, nismo sproščeni še. Si, kako bi rekel, začetnik rap scene na Slovenskem, torej v Ljubljani. Kako bi zdaj mogoče rekel, pa glih dan mladosti, ne, to ni nobeno, mislim, bivši dan mladosti. Tako da, kako bi mogoče malo to retrospektivno zdajle ocenil sceno, ne? Torej, tudi od tvoje plate zdaj 15 let, ne? Torej, kako bi ocenil mogoče prej, pa before pa after? Da. Ja, ne vem, da prej je bilo, se mi zdi, manj reperjev, no? Ampak vsak je pol tisti neki, pač, ne vem, ali ena, ki sem poznal, pa Stojko takole, da so bili res reperji v Ljubljani, smo se kar povezali med sabo, pa kar, daj, ti imaš še neko komade, da zdaj, jaz bi kaj s tabo repal, pa smo pol, ne vem, prišli do tega, v mestu nekaj dogaja, rečemo, smo bili dosti povezani, se zdaj v bistvu so tudi, no, sam pač zdaj, ne vem, zdaj, kako misliš, da gledam na novo to sceno, ali kaj, na ta način. Pa se mi zdi vsak svoje dela, zdaj jaz zmeri tako, ne vem, mi je bedno proti kakšnemu govori, pač mogoče mi ni to košeč, ampak dela svoje pač, no. Tako da pač zmeri mislim, da je... Si zdaj korekten, ali... Ne, da mi mogoče ne, da so mi všeč pač, da vsak dela eno svoje in ima to pravico, pač ne bi posegel, ne vem kva zdaj v njega to, se mi zdi, da vseeno on dela eno to Maurico, ko smo vsi pač v tej Maurici noter, zdaj pa en te lahko, najbrž te drug te lahko naredi tebe še božga ali pa ti njega, pač s tem, ko delaš pač isto repa, se on nekje najde pač svoje življenje več ali pa nekaj svojega življenja bolj pa enemu avtorju, kdo drug pa mogoče kaj bo več pri drugmu, no. Ja, je skoraj tak hipi ne bom. Ja, a bi še kdo, ker če ne, se bom jaz počasi odstranila z odra, pa dovolila Klemnu, da izvede to, kar vsi čakamo, komad ali pa dva. Ampak dajmo, bi še kdo, zdaj imate priliko, no, še kaj vprašati, mogoče. Ker hitro smo šli drugače za vse to, ne. To je ful najbolj zagovor bi bilo, ja. Ja, pa zajebane stvari tako. A veš, od komi, tretje sanje, vse je. A to bo nadaljevanje? Nataša iz Depale vasi prišla, recimo, ne? Ja, ful je res. Koliko pa je, ti imaš uro, koliko je uro? Ne. Imaš uro, dobro. Jaz imam eno vprašanje. Aha, izvoli. Čau, zanima me, v komadu Kaj špičke rečeš, boli me kurac, ne. Če me ne fotor udar. Ja, ampak jaz sem to zmeraj slišal, bori me kurac, če je njen fotor rudar. Ja, se je. A je? Je. Tako v bistvu, ko si, čeprav, veš, naš star fotor je bil tudi za savskih koncev, tako da ne daj Bože, pa že bi kaj, mislim, ne žalim s tem rudarje ali pa karkoli, no. Ok, to sem hotel vedeti. Ne vem, zgleda se mi je rimal, pa tako se mi je dobro delal in sem tako obrnil. Ampak pol vmes je pa, oziroma do naslednje plate, ki smo jo kar čakali in dobro dočakali, postal cash tipa, ne. A bi mogoče v navezavi na to malo razložil pa ta feeling pizda, biti na slovenski sceni, kjer človek, ki je kreativen kot si ti, vse ne more od tega živeti. A ti gre kdaj na kurac, a si okej s tem? A da se pač ne živi tako, rečemo, kje mogoče v tujini s tem. Ja, da si v Ameriki bi imel zdaj, a veš, ne? Ja. Mansions, mogoče, bazene. Mislim, mogoče bi bilo res dobro, da bi imel to, sam pa drugi zase pa vprašal spet, kaj bi pa bilo pol, če bi imel pa toliko najbrž denarja pa vsega, se ne bi malo preveč razvadil, pa ne vem, živel noter kar v flaši v čnopca pač. A veš, ne vem, veliki ljubljanski grad, pač, največja flaša imam, nekaj. Pito moja bajto! Pa se ne pritoži, ker vmes pač kdaj ti je bilo težko, ali pa ti je še zmeraj, kakor nam je vsem. Mislim, da lažje bi mi bilo najbrž, da računi so plačani pa vse te stvari, ampak najbrž bi bilo pa tudi več
kakšnih pizderij pa vsega z tega, s tem darom, ki najbrž pridejo danes, ne. Mislim, tako da je že tako namenjen, kaj je, ne. Ja, mimo grede, ko sem že omenila tvojega fotra, pa te trnovske fore, ampak ta Fuffing Brothers System, to je pod tvojega fotra v bistvu prišlo, ali? Ja, varianta je bila, da je on je pač neki, tale model je pa Fuffing Brothers System. Kao, ampak on je imel to neki izraz kot kao peder, pač, pedri za pedre, Fuffing Brothers System, pač. Razumeš, tako da pol, ne vem, pa sem jaz enkrat nekaj tem študiral, pa Fuffing, vale, to je direkt ta sistem naš, ne, pizda, tako da, pač ne vem, pa sem samo obrnil besede, pač to začel pisati, pač. Kako pa gledaš na ta naš Fuffing Brothers System, mislim? Ne se, ker ne vem, če je to sam naš, ne. Da se mi zdi, da je to svetovni, pač, ne, da v bistvu se posod tako dogaja, ne, sam, ja, ne vem, mislim, bolj bed mi je, no. Kukaj da mi karkoli, ja, sam ne vem zdaj, kaj bi jaz naredil, pač, da tega ne bi bilo. Mi bi se mogli najbrž ljudje bolj ozavestiti med sabo, pač pa ne vem, da je najbrž prednosti drugim stvarem. Zdaj le imamo priliko, da folku, ki je o tem tle, potem, oziroma tem, kako se jih že pozdravlja, na live streamu, kaj poveva. Če bi lahko povedal en stavek. Noč namo jim govorili, kot ti. Boš raj odrepal, dobro. Noč jim namo, ne, zarepamo pol raj, ne, zarepamo. Pač. Evo, pa v tem trenutku se jaz umaknem in ti. Hvala, Klemen. Hvala. Okay, hvala. Hvala. Ja, ne vem, koliko se v kje slišali, un tret, ful dober ali ne. No. Samo da se bo zastopil, ne. Pa se je v bistvu komada, jaz ne bi nekaj starega repal, sem mislil bolj, vsak človek ima svoj svet, ne vem, kdor mogoče še ne pozna, pač te nove plate, imam za 60 €, pač, ne, nijam, pač, ampak, v glavnem, sem pozabil jih sabo vzeti, no, ampak, drugač bi jih predaj, vitek. A imate plakajna državna? Ja, imamo, ja. Ej, v glavnem, vsak človek ima svoj svet, pa še ena, pa tako da, to je to, vsak človek. Srečen bo ti sabo in življenje, ki ga imaš, bo živeti svoj življenje, ki da drugoga predaš. Vsak človek ima svoj svet in živeti ga mora tako, ki ga hoče sam živeti, ki prevečkrat se zgodi. Če ga mi živimo za drugega, mi nafukamo kot psi. Vsak človek ima svoj svet in živeti ga mora tako, ki ga hoče sam živeti, ki prevečkrat se zgodi. Če ne poznaš svojega sveta, ne veš, kam vodijo te poti. Sprašujem se za vse bad scene, ko se zgodile na celem svetu. In kdo je kriv za vse, kar se me zgodilo v tem letu? Zakaj v življenju te ljubezen zapusti? In kdo je kriv za to, da Jim Morrison ne živi? Nisem sprašal do nobenega otipljivega odgovora, pa se spomnim enega starega pregovora, ki je prav, da vsak človek svoje sreče kovač. In od zdaj naprej na vse skupaj gledam čist drugač. Iste besede drugače pomen dobijo, ko se zavedaš, da vsak človek ima svojo energijo. In on skrbi za nov, in on ji daje moč, in on tudi lahko naredi, da lahko srček poč. Začnem pri sebi raziskovati stvari, vidim, da sploh ni tako, kot prej mislil sem si. Not v sebi, ko me je ženska zapustila, sem mislil, da je ona kriva, ko me je tako zlomila. In darno, tu bed misli gojil, namesto da bi si vse skupaj vzel kot sporočil. Namenen za vse dobro tukaj, da rasteš v življenju in se ne predajaš muki, trpljenju, ki se ga sam delaš v glav, živ sam svoj življenje in na noge se postav. Vsak človek ima svoj svet in živeti ga mora tako, ki ga hoče sam živeti, ki prevečkrat se zgodi. Če ga mi živimo za drugega, mi nafukamo kot psi. Vsak človek ima svoj svet in živeti ga mora tako, ki ga hoče sam živeti, ki prevečkrat se zgodi. Če ne poznaš svojega sveta, ne veš, kam vodijo te poti. Kam vodijo te poti. Kam vodijo te poti. Kam vodijo te poti. Se vem,
Vsak od nas to je že doživel, da je bil slepo zaljubljen in se noro imel. V vrtincu ljubezni sebe drugmu prepustil in polk je tu drug šel, pol sebe si izgubil. Praznina, ki si izgubil ta boljša polovico, se predaš bolečini, sam sebi delaš krivico. In ta bolečina se zapiše v telo, če bi bolj poznal sebe, bi nas več zdravih bilo. Vsak se pa prepušča sam svoji drogi, pozabo sami nase se delamo bogi. Nočemo videti, da je to naš svet in sam se moraš potruditi, če ga hočeš lep živeti. Resnica te pa pela v bolečino, ko si skozi mislil, da se boš imel fino. In zdaj vidiš, da se moraš potruditi sam pri sebi, premagati bolečino, srečo iti na potep. V zaklade, ki jih prej nikoli nisi opazil, ki se skrivajo noter v tvojem jazu, v tvojih očeh, v tvojem telesu. Posebno letiš na zlatem peresu in si kralj vseh zakladov, ko so tukaj not. Živ sam svoje življenje, sam si deli svojo pot. Vsak človek ima svoj svet in živeti ga mora tako, ki ga hoče sam živeti. Prevečkrat se zgodi, če ga mi živimo za drugega, mi nafukamo kot psi. Vsak človek ima svoj svet in živeti ga mora tako, ki ga hoče sam živeti. Prevečkrat se zgodi, če ne poznaš svojega sveta, ne veš, kam vodijo te poti. Dobro, zdaj bi tukaj mogel biti čez skreč, ampak nimam stojka čez ran. Za na konc pa še v bistvu še to, sem jezi, ko not v teb se kupič, nikoli ne pustit, da ti življenje unič. Tako da živ sam svoje življenje, sam si deli svojo pot in ponosen in vesel punej hod. To je to, ne. Ta je tako malo, mogoče malo zamorjen, ker je malo zdaj tako, ampak jaz ga z veseljem repam, tako da super pač. Zdaj pa za konc pa še en ljubezen, kjer pa pač, ne vem, ker sem eno žensko res poznal, pa to mi je, vse ženska ti ponovadi to odpre, vse te tvoje čute pa to in mi je zgleda pač toliko odprla to, da sem sam sebe začel sprašati, kje je ta ljubezen? Kje je ta? Kar njo sem sprašal, klical sem jo, razumeš, ful dober mi je bilo, no, da sem sploh do tega prišel, tako da se je kar sam pač napisal ta komad, tako da pač odprimo oči, ljubezen smo vsi, vsak od nas in pač jaz, tako da pač sam tako se moram počititi pa imeti radi, tako da to je pa, ja, komad od njej pač. V tej ljubezni kot energiji in pač v tej moji punci. Ljubezen, 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 a to si ti, a ti si tista energija, ko svet kar drži. Ljubezen, 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 a to si ti, a ti si tista energija, ko svet kar drži. Ljubezen, ljubezen, kje si ti? Čaka te že cel življenje, da me popeleš na svoje poti, v svoje daljave, ki je na svoja stran, da lahko sam se pokažem, da sem najboljši, kar znam. In da lahko tudi jaz teb, da sam svojo moč, da sva skup cel življenje, dokler naj v smrt ne loč. Veliko zahtevam, ampak čutim te in vseb čutim, da tudi ti čutiš mene. Takrat, ko sem te rabo, si bila v meni, me potolažila in odšla nazaj v sen, v svojo pravljico, kjer na zmaju letiš, v bistrem potočku, not v gozdu živiš. Jaz pa tukaj doma sam se sprašujem pred sebi, kdaj bo prišel ta dan, ko boš ti not v meni zaživela, po toliko dolgem cajtu dušo mi ogrela, odprla oči in pokazala novo pot in mi še potalo na hod, da nisem jaz tiska na robe hod. Ko ti toliko cajta ni bilo, sem skoraj pozabil nate, v svoje notranjosti sem zmer verjel vate. Vesel, ko sem vedel, da ti živiš in v upanju, da se ti tudi mene tako želiš. In zdaj, ko si nazaj prišla in mi odprla oči,
Ljubezen, hvala ti, ljubezen, 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 to si ti. A ti si tista energija, ki svet gor drži. Ljubezen, 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 to si ti. A ti si tista energija, ki svet gor drži. Ljubezen, ljubezen, hvala ti. Ti si tista, ki odpiraš vse moje poti. Mi daješ moč, da v svoje sanje poletim. In zaradi tebe sem vesel, da to življenje živim. Ker če tebe ne bi bilo, ne bi v nič verjel. In če v nič ne verjameš, je tako, kot da ne bi živel. Ti si tisti, ki mi energijo da. Dekle mene v notranjosti sem sebe ritma. In ki vse odkrivam, sam svojo moč. Ko začutim tebe, moj srček mi poskoči, si moj angel. Pa sem mislil, da ga ni. Odpeleš me v 7. dimenzijo, tam ko živi resnica, lepota, medsebojno spoštovanje. Hvala ti, da odprla si mi sanje. Zdaj bom jaz lahko sem not prišel, kjer bom jaz ljubezen in sam sebe ti bom dal, da skupaj vidva čarovnijo, ki jo življenje ponuja in ti daje energijo. Skupaj letela po vesolju, prišla nazaj dol na zemljo in se srečala na polju, kjer je stalo do sven cveti in vijoličen obroček okoli naju se naredi za večno svetlobo in življenje. Skupno energijo lahko premagava trpljenje. Ljubezen, 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 to si ti. A ti si tista energija, ki svet gor drži. Ljubezen, 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 to si ti. A ti si tista energija, ki svet gor drži. Tako da hvala vam vsem za danes. Malo kratko je bilo, kakor sem mislil, da bomo veliko povedali, ampak čim tudi vsem, ne? Tukaj čisto na koncu sem imel še malo pač tega igranja, kao iz... Na koncu pač nekaj rečem, da sem to vam napovedal kaj, ampak lahko odkrijete, mogoče, če poslušate, ampak je ena besedna igra pač. Tako da sem dal v to besedno igro ime in moj ime v tej igri in pač v te punce, ki me je nekako pač toliko prevzela, da sem pač sploh kaj tazga napisal. Tako da sem pa pisal večinoma komad pač energiji, ljubezni, kar mi je bilo bez, da sem se sploh zavedel takrat. Pa to, tako da, babe, to je to, ne? Hvala vam za to ne vem, razjasnenje ali ne vem, razodetje. Ta punca ve, da je muda. Ja. Sam se mi zdi, da ko sem ji na začetku pol, ko sem to res tako napisal, kar, ne vem, to se je res kar izlili iz mene pač. Sem tako v bistvu govoril o ljubezni, s tem, da sem mislil na njo in ne vem, vse je bilo prepleten, kada govorim o tej energiji ljubezni, iz te s to energijo ljubezni, je tudi ona noter, jaz noter, vsi pač, no. Tudi vi, v glavnem na ta način, no. Kva se že hotel? To sem hotel, ja, da v bistvu, ko sem jim mesi, da na začetku to zarepo, da je kar tako, se kar malo usrala pač tako, no. Pa veš, ko, a ti me toliko ljubiš, najbrž si rekla. To je preveč, ali ne vem ko, no, meni se je tako odprl, pač ko ne. Mislim, tako se je napisal komad, ne. Se sliši z komada, da je na druga scena. Tako da zgleda, nimam takih scen dosta v življenju, pa se mi pa tako odkrijo čas. No, upam, da tudi sam vam, ne. Živijo, Klemen. Ne, Džisano. Jaz imam eno vprašanje.
Moja sestrična mi je razlagala, da te enkrat spoznala, še preden si repel. Ja, drugače je ime Nataša, čeprav Sam ni zdaj pa le vsi, ampak z Ja. BS3. ne, ja, iz BS3 je drugače. No, več pa mi je rekla, da se je pogovarjala s tabo, pa je vprašala, kako ti je ime, pa si je rekel Klemen, pa je rekla, ti bi mogel biti raper. In pač to je bilo to, kar je bilo te interakcije. A se kaj spomniš tega? Pa tako? Šuka, ne vem, ampak to tudi odvisno, ker jaz sem že dosti hitro me si vedel, da sem reper. Ja, ampak takrat še nisi bil. Ja, mislim, nisem mogoče izdal še plate, reper sem pa že bil. Aha. Ok, se pravi, to ni vplivalo na tvojo repersko pot. Kako da? Pač to me je zanimalo, če je kaj vplivalo to na tvojo kariero. Pišuka, če ti prsnic. A to prav to, kar je ona rekla meni? Ja. To misliš? Po mojem si bil preveč pijan, da bi se zapomnil. Ja, ne vem, mogoče pa takrat sploh nisem pil, odvisen, kdaj je to bilo. Ne veš, že Res dolgo, ne vem. že dolgo. Ampak nazaj. tako, da bi se ful spomnil, moram reči, da ne. Saj, da mi ne sega toliko spomin, pa že Ne bi bo- rekel, in- ja, hvala, spomnim se, ja. In ne bom Veš, kaj- povedal. Koderčke, tako da, ne vem, po moje, ne vem. Tako, side bom- question, kaj pa je s to Natašo zdaj pa le vasi? Ba je, da ni Ja, bilo ona ima tako ponos. všeč. Poročena je, ima 2 otroka, tako da zdaj Messi je v Albaniji živi. Ampak ne, da ne tam živi, ampak pač ona pač študira to, da raziskuje pač te druge, pač, kaj. Ne, to boš ti. Hvala. V glavnem, ja, sva se srečala po ful dolgem cajtu z Natašo, pa to, ne, jaz jo čisto respektiram kot pač moja prva ljubezen in čeprav tudi ne ni bilo všeč, kao tako mat, pač ne mi je všeč. Najbrž je rekla, da je pizda, da bo vsi vedeli, da sem to jaz. Veš, kao, tako da ne vem, najbrž ji ni bilo to všeč. Mislim, da je imel džiza še, sem če lahko Mike. Ne, ker zaradi kamere. Ne, ker Mike. Kar Mike, ja. Ne mi dajte majka, ker imam najbolj tečen glas. Ampak, veš kaj imam vprašanje? To je zdaj čisto resno vprašanje, zato sem te danes sklical, pa ga bomo javno izpostavili. A bi šel na državno prireditev repat tvojo verzijo Zdravljice, ki seveda vsebuje, da Bog živi v Slovenke, namesto Bog živi v Slovenke. Ej, to je predib. Pa nič denarja ti ne Predib. dajo. Ja, pa... Bog živite na Slovenke, neko. Ja ne, ti rečeš, Bog živi v Slovenke. Ne, Prešeren je napisal, Bog živi v Slovenke. Mislim, čist si kontekst zamenil. Saj ti tega ne veš, ampak... Renons ni bilo vprašanje. Trditev. Ne, čak, zdaj tle jaz nečesar ne razumem. A naj bi bil tudi ti del te letošnje proslave, ker je tudi en toko odpadel, ali se o čem? Ne. Danes so klicali na neko državno prireditev in če bi bil pripravljen odrepat Zdravljico, pa sem jaz rekel, da ne vem, če bo glih folk zadovoljen, da Bog živi v Slovenke na državni prireditvi, ker so hoteli točno to kitico. Aha, ok. Ok. Ne, imam pa eno drugo anekdoto v zvezi s tem. S pižamo sem tudi govorila, saj sem rekla, ne. In je rekel, da je prihajal k tebi, ker on še študiral, predtem ti je plata izšla in da ste zjutraj tako, ne vem, ti si skuhal kavo, on si je prižgal čik, ti si prižgal joint. In da ti je pol on te predstavil te Aškrt s Prešerne, pa te, tako da ti je on... Mislim, nekaj Ali so, kaj? vem, da smo blabatala malo, pa nekaj se pogovarjali takrat pri meni, pa meni si, da sem glih, ja, pač slovensko, pač glih slovno, ne vem, pač ven sem dal pač te poezije, nekaj unutriti in sem kar tako za foro ali pa nekaj meni si, poslušala se pa une Casio Music moj, pač minimal. Razumeš, kao, in pač ne vem, mi je bilo da bes, kao, ko sem začel, pač ne vem, mejnika direkt sem odprl in sem ga začel brati in kar tako kocine so mi šle po konc, pa to, ker je tako dobro opisoval Aškarc, pač, razumeš, tako da sem rekel, fuck, stari, še lepo, ko sem že prebral, to so bili reparji, pa to moramo narediti, a veš, Ja, to moram dati v ta moj rap, ne. Tako da,
Vse to je bil moj point že zunaj, ko smo se pogovarjali, pa ko so mimo šli eni literati, ki so prej imeli en dogodek, pa si mi ti razlagal okoli enih fraz pa besed, kako so se ti dobro zdele, pa si jih pol ponavljal, pa džija, pa ne vem kva, ne. Da se v bistvu gre za isto navdušenje, kot pri literatih, a ne. Pač vsi izhajamo iz te iste ljubezni do besed in povedati nekaj, ne. Tako da mogoče, če se vrnem k temu dvoboju, ki ga je Džiza napovedal, lahko rečemo, da smo na tem, da pač imamo vsi radi to, kar počnemo, ali kva. A lahko tako miroljubno zaključimo, a? Ne bi zaključili, pa Rad če imam bi kdo besede. še kaj naj vpraša z veseljem, no. A Tomaž je prišel živeti. Če ne gremo pa na Đuli ven, ne, ali Ja. No, dajmo, hvala vam, no, hvala, čau. Ja, hvala vsem skupaj, no. Najbrž nismo ful veliko povedali, lahko bi še ful več, ampak lej. Se bojo, ja, bojo nadaljevanje, ali ko. Ej, pa hvala pač, ja, da ste bili vsi tukaj, ne. Tako da gremo se malo še sprostiti ven, ali ko.